Vodim Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki vključuje v programu NVO varuje naše zdravje, to je vsebinska mreža preko 100 nevladnih organizacij v tem trenutku. Program, ki ga vidite, program Proste roke, čista pljuča, je program namenjen mladim. Izdelal ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tukaj je gospa Helena Koprivnikar, doktorica medicine, ki je ta program soustvarjala. Mi pa smo bili povabljeni k izobraževanju, tako da ta program predvsem mladi izvajajo v slovenskem prostoru. Torej, namenjen je mladim od 15 do 19 let starosti. Če lahko naprej, te prosim. Mogoče bi še tu, lahko prosim te nazaj, Lucija, mogoče bi še vseeno povedala, tukaj vidite tudi Facebook stran z današnjim dnem ali pa morda jutrišnjim dnem, če ne bodo uspeli v naši zvezi vzpostaviti Facebook kampanjo za opuščanje kajenja. Okoli 200, tukaj se boste lahko vključili, če kdo želi ali morda, če poznate kakšnega kadilca, je dobrodošel, da se vključi. Odvajali bo, torej spletno odvajanje od kajenja bo na voljo, bodo pomoči, tudi psihiater do meseca marca, ko bo narejena evalvacija po vzoru, po švicarskem vzoru. Torej, Švicarji so bili uspešni na tem področju. Prosim, Lucija, če lahko, pa še naprej. Program je namenjen mladostnikom, kot sem povedala, kadilcem v starosti 15 do 19 let, ki redno kadijo, bodisi dnevno, tedensko, pa tudi tistim, ki kadijo občasno, pa tudi tistim, ki ne kadijo, da dobijo informacije, kako pomagati drugim. In seveda motivacija je zelo pomembna. Mogoče bi kar tukaj povedala, kako pa mladi razmišljajo oziroma zakaj je bil ta program pripravljen. Predvsem mladih se dotakne, raziskave kažejo, dotaknejo predvsem kratkoročni vplivi kajenja, saj do tega še pridejo. Pa mogoče mladi mislijo, da kajenje povzroča težave z zdravjem v poznejših letih, kar pri 15-16 se zdi še zelo daleč. Glavni kratkoročni vplivi kajenja pa so slab zadah, zdražene oči in grlo, obleka smrdi, lasje smrdijo, gubanje kože, zakaj pa, ker pride do pomanjkanja vitamina A, koža postane slabše prekrvavljena. Povemo tudi, da pogledajo predvsem dekleta pod povečevalnim steklom, tiste, ki kadijo svojo kožo, ker so vidne drobne gubice in kako po opustitvi kajenja v 2-3 mesecih zginejo. Gube okoli ust, oči, barva kože rumeno, siva, prsti, nohti obarvajo rumeno, zobje obarvani. Imeli smo tudi primere, ko so mladi prišli v tečaj, v delavnico opuščanja kajenja za odrasle, preprosto zato, ker so jih partnerji pustili oziroma kar konkretno in fanti iz Ptuja je povedal, punca ni prenesla zadaha iz ust in ga je zapustila. To je bil tak motiv, da je želel opustiti in sam ni zmogel. Dejavniki tveganja impotence, to se mladih tudi zelo dotakne. Pri puncah, puncem prav podatek, da se zredijo okrog pasu, predvsem torej centralno, da zgubijo tisto lepo postavo, če kadijo, torej to začnejo spraševati pravzaprav o tem, ali je to res. Maščoba se razporedi torej na osrednjem delu. Upočasni pa se tudi rast pljuč in pljučnih funkcij. Pljuča so manjša, hitreje diha, tudi otrok hitreje diha in zato toliko večja škoda. Tudi pri najstniku, ki je še v rasti in razvoju, več dima vdihne, večja je škoda. Torej pljučne funkcije vplivajo na ves, tudi fizični del, zmanjša se v bistvu psihofizična zmogljivost.
Pogosteje se pojavi kašelj, izločenje sluzi, piskanje, oteženo dihanje, pa tudi resnejše okužbe dihal. Mladi kadilci tudi pogosteje obiskujejo zdravnika. Kajenje zavira rast pljuč, hitro se pokažejo znaki bolezni srca, ožilja, oslabi telesno pripravljenost, kot sem že prej povedala, pa gremo hitro naprej, sem ne opozorila, da moramo hiteti. Torej, katere posebnosti so upoštevane tukaj? Kajenje, da mladi lahko kajenje opustijo kadarkoli in zlahka, kar seveda ne drži, pa morda večina vrstnikov kadi, ko bom opustila kajenje, bo še pravi čas, ali pa opustil kajenje pravi čas in zdravje bo nespremenjeno, ali da bo imelo učinke na zdravje šele čez desetletja, kar tudi ni res, ali da nisem zasvojena. Cigarete me da pomirja, zmanjša občutke stresa, kar tudi ni res, da cigarete niso drage, ali pa če bo nehal kaditi, da se bo zredil, kar tudi ne drži, metabolizem se nekoliko spremeni v času kajenja in po opustitvi, ravno tako na ta račun, da spremembe, ko nekdo metabolizma, kjer se kalorije povečajo v mirovanju, ko nekdo opusti kajenje, je lahko teža nekoliko povečana kratek čas, mesec ali dva. In še, ja, prosim. Katera dejstva so bila upoštevana? Večina kadilcev pove, da je začela v najstniškem obdobju kaditi. Upoštevano je bilo dejstvo, da je nikotin najbolj zasvojljiva droga, ki pa se jo da najlažje odpraviti. Torej, odvisnost oziroma zasvojenost je najlažje odpravljiva. Mlajši, ko je kadilec v pričetku kajenja, bolj bo kadil kot odrasla oseba, dalj časa bo kadil in težje bo prenehal s kajenjem. To so pač podatki, ki jih povemo, koliko se mladih dotaknejo, je vprašanje. Upoštevana je bila pogostost kajenja med mladimi, pa prvi škodljivi učinki na zdravje. Mi sedaj v osnovnih šolah, v srednjih šolah opažamo torej porast povezanih izdelkov, torej ne toliko tobačnih, ampak povezanih izdelkov s tobakom. In kakšni so škodljivi učinki na zdravje, premalo informacij o tem. Torej, mladi iščejo informacije, recimo o škodljivih učinkih elektronske cigarete in kaj pa vedo o tem zeliščnih cigaret in tobaka za segrevanje. Ja, pa naprej. Poudarjamo pozitivne vplive, torej manj uspešno se je pogovarjati o škodljivih vplivih odvisniškega vedenja, tako kot smo povedali, da jih ne skrbi. Razen gimnazijcev pa v srednjih zdravstvenih šolah jih pa skrbi, kaj se z njimi dogaja tukaj in zdaj. Predvsem v srednjih strokovnih šolah pa manj ali ne. Kratkoročni učinki se dotaknejo vsakega mladega. Mladostnik je postavljen torej v kontekst svoje družbe, vede se podobno kot vrstniki, vpliv vrstnikov je še vedno velik, zanimajo ga podobne stvari, preživlja prosti čas podobno kot vrstniki iz njegove družbe in to nas zdaj skrbi, predvsem elektronske cigarete nas skrbijo, kar opažamo v srednjih šolah, ponudbe ali pa celo sami izdelujejo, ne vedo, kako strupena, kako rakotvorna je elektronska cigareta, kako nevarni so hlapi, ki so pa manjši od nanodelcev in pridejo, torej močno prodrejo ali pa hitreje prodrejo, pa bolj škodljivo prodrejo v krvni obtok in organizem. Poudariti potrebno alternativne oblike sprostitve, reševanja stisk in učenje socialnih spretnosti. Torej, da se pogovarjamo o tem, o zdravi zabavi, preživljanju prostega časa,
kako, na kak način, tudi Neja je prej povedala, tudi Zavod Izris dela na tem, kako torej, alternativne oblike preživljanja prostega časa. Zaenkrat v okrilju Ministrstva za zdravje, ki podpira projekt, tudi to izvajanje in pa program zmanjševanja rabe tobaka in alkohola v Sloveniji, izvajamo zdravo zabavo, torej zdravo na zabavo na različne načine mlade vabimo k preživljanju, zdravemu preživljanju prostega časa. Prosim, Lucija. Je kar ves razred, torej zajamemo ves razred, ne skupino, ne malo skupino, kot je bilo prvotno mišljeno, preprosto zato, ker sem prej omenila, da informacije pridejo do vsakega. 6 srečanje v razmaku enega tedna, pa naknadna podporna srečanja. Šole so odprte za ta program, torej program se izvaja običajno v tednih ali dnevih ali torej tudi izbirnih, v času izbirnih vsebin, kar je za nas pač najbolj sprejemljivo, ali določi šola določene dneve ali tedne. Tudi v dijaških domovih ravno danes izvajamo 2 uri ta program v Dijaškem domu Ivan Cankar, če mogoče kdo tam biva, in merimo ogljikov monoksid tudi v izdihanem zraku in v krvi. Merimo tistim, ki to želijo, ali ki so morda pasivni kadilci, pa želijo izvedeti, kako je z njihovimi pljuči. Mogoče, ker ste zdravstveni delavci, bodoči zdravstveni delavci, pa bi tukaj vseeno povedala, kljub temu, da gre za program za mlade, da merimo ogljikov monoksid tudi nosečnicam. Nosečnice se ne zavedajo, da v 12 urah gre večina ogljikovega monoksida iz pljuč, ampak v otroku, ki se še, oziroma nerojenem otroku, pa ostaja enkrat dlje, se pravi 14 ur, in je najbolj strupen plin. Ja, Lucija, prosim, zdaj bo pa hitro, prosim, Neja, da me kar ustaviš. Kdo je izvajalec? Tisti, ki imajo veselje do tega dela, do programov promocije zdravja, do programov opuščanja kajenja in ki prepoznava, da je kajenje med mladimi problem. Pri nas so pedagogi, so zdravstveni delavci, so sociologi, so farmacevti, ki izvajajo to delo. Izkušnje, ki imajo izkušnje s skupinskim delom, ki poznajo seveda področje, obvezna so predhodna izobraževanja. V vsakem večjem mestu izvajamo izobraževanja trenutno za nevladne organizacije. No, priporočena izobrazba pa je tukaj, zdravnika zaenkrat nimamo, in pa da je obvezno ne kadilec. Tudi kadilci smo že imeli srednja, ki so izvajali ta program in tudi sami opustili kajenje. Srednja zdravstvena šola v Novem mestu, dijaki so izjavili, da bi želeli, da bi prišel ta program predstavljati nekdo, ki je opustil kajenje, da bi tudi lahko povedal, kako težka zasvojenost je to in kaj je njemu pomagalo ali pa takemu pomagalo, da je opustil. To smo pač prvič doživeli, da je bila želja dijakov takšna. Ja? Cilji programa: osveščanje o škodljivosti kajenja, poudarjanje obzirnosti do nekadilcev, spremeniti napačna prepričanja o kajenju, vzpostavljanje ambivalence v stališčih do kajenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal zelo primerne zgibanke
ne vem, če so na šoli, ali jih prinesemo na šolo, če želite, ali odpošljemo, smo jih kar nekaj dobili. Vpliv na pogostnost količino kajenja, postopno zmanjšanje opustitev kajenja, pa posredni najti stike torej med nekadilci v šoli, ker sem učila zdravstveno vzgojo, so se pogosto javljali razredi, ki so želeli se oklicati za nekadilske razrede, kar je bilo fajn in motivacija za vse druge na šoli. Kakšno je vrednotenje, to delamo zdaj pač pospešeno, pa še navadno ni osipa. Tukaj ni osipa zaradi tega, ker šola pač v šolskem času določi izvajanje programa. Hvala lepa.